Ti si kdaj uporabil matematiko za kakšno upecati? Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljšem podcastu v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami je Rimanič, dober dan, Jure in Jure, koga imamo danes naši pesni. Danes je z nami Andrej P. Škraba, ki je avtor spletne strani, YouTube kanala in celotne organizacije, bi lahko rekli, astra.si. Živja. Dobrodošel na Primorskem. Hvala za povabilo. Kako si, Andrej? V redu. Sploh, ker sem prišel iz meglene in oblačne Ljubljane v sončno Primorsko. Mogoče, Andrej, da se lahko malo predstaviš? Kaj počneš, kdo si? Ja, jaz se z veliko stvarmi ukvarjam. Večina me verjetno res pozna po temu, da imam to spletno stran, ki si jo omenil, ampak primarno se z marketingom ukvarjam. To zdaj že skoraj 10 let. Začel sem v nekih oglaševalskih agencijah, pa sem videl, da to neko agencijsko delo mi toliko ne ustreza. Pa sem dobil pa job v eni uspešni slovenski firmi, ki se ukvarja z vodnimi hlajenji za računalnike, EKVB. Tako da tam sem se pač ful tudi naučil, sem imel zelo dobrega mentorja, šefa. Pol sem pa v kriptu začel delati profesionalno in še zdaj nekako večinoma je to, s čemer največ casha zaslužim, je kripto, marketing v kriptu. Kriptomarketing, ok. In kaj je to? Da imaš nek kriptovaluto, neki kripto in ti marketiraš to, da gre ven in da pač marketing. Ne, v bistvu jaz v vseh teh projektih, ki sem jaz zdaj delal, ni recimo NiceHash, pa zdaj Niftyfi nima svojega žetona. Ne? Okay. Kaj pol platforme? Tako ja, platforme. Ja. To zdaj, kar zdaj počnem, je v bistvu platforma za jemanje posojil, kjer za zavarovanje uporabiš NFT. Zanimivo drugače. Prav, če imaš ti nek NFT, lahko vzameš posojilo peer-to-peer, se reče. Se pravi, ne vzameš direkt od nas ali pa od podjetja, ampak vzameš od drugih ljudi, ki ti dajo, to pomeni peer-to-peer, da se v bistvu dva kolegu. Tako, posojilodajalec, posojilojemalec se tukaj v bistvu srečata, ne? Mi smo pač ta posrednik, ki to prek smart kontraktov na Ethereum omrežju omogoča. Kaj ni zdaj v bistvu tako ozračje v NFT-ih, da je res strm padec bil, no? Ja. Samo bear market, nuklear. Misliš, da se bo kdaj to sploh pomoglo? Bo. Vsi marketi imajo neke cikle, tako da tukaj nisem pesimističen. Zdaj, kdaj se bo pa to zgodilo, pa noben ne ve. Mene tle malo zanima bolj, NFT, veš, da je lastnik tega, se to beleži v blockchainu, ampak kje vidiš ti uporabno vrednost NFT-ov? NFT so pač neke, v svojem bistvu je to samo nek digitalni zapis lastninskih pravic. Tako gledaš ti to v bistvu. Se pravi, za neke določene stvari, imamo mi neke ful komplicirane pravne pa birokratske postopke. Se pravi, tukaj so, kaj lahko rečemo. Ne vem, prvo so zemljišča, pa so nepremičnine, premičnine, pa je pa vse, kar se tiče umetnosti, se pravi slike in vse, kar človek pač naredi, to so tudi filmi, glasba in tako naprej. Če imaš ti pač neko doma, recimo, da imaš neko drago sliko, stane na marketu 20,000 evrov. Se pravi, to, če hočeš ti zdaj cash iz tega ven dobiti, imaš v resnici samo eno možnost, Dražba. Tako, da prodaš. Ja.
ampak potem boš ti to stvar zgubil. A ne? Zdaj pa, če ti špekuliraš, da bo to, ne vem, v naslednjih letih, desetletjih, da bo cena temu rasla, ne? Da se bo vrednost na trgu dvigala, imaš pa zdaj en problem, ne? Se pravi, ti bi rad vsem to svojo drago stvar nekako finančno mislim, bi rad svoje premoženje zaradi tega plemenito, a ne? Imaš pa možnost samo prodati. Zato recimo nekatere banke, a ne, v Sloveniji, ne vem, če to lahko narediš, ampak v nekaterih bankah je možno vzeti kredit tako, da ti to recimo neko umetnino zastaviš. Tudi premičnino, da lahko zastaviš v bistvu. Lahko in recimo klasičen v finančnem svetu hipoteka je vzameš kredit na nepremičnino. Ne. No in kaj zdaj NFT-ji naredijo, a ne, da to blazno poenostavijo, a ne, se pravi, že sam po sebi NFT ponavadi je neka digitalna slika, a ne. Zelo so recimo znana kolekcija je CryptoPunky, to je slika to je kolekcija 10,000 pač takih pikslastih profilnih slik. Zdravje. Hvala. In mislim, da je zdaj floor price je nekje 50 etrov, ali pa 40, nekaj tazga. Ma ni tudi njim ful padlo. Ja, tudi to je bilo, mislim, da v tej dolarski vrednosti so bili tisti dragi, ne vem, 300 čukov recimo, ne. In zdaj vprašanje teh špekulantov je, ne, kako bi jaz zdaj tukaj to plemenito, brez da jaz to prodam, zato ker špekuliram, da bo to v prihodnosti enkrat imel višjo ceno. In NFT je v bistvu to zelo poenostavijo, ker premaknejo vse on-chain. Recimo ena zanimiva firma, 4K se imenuje, to dela z dragimi urami. Ne. Recimo tisti, ki so ful za ure, lahko ti v bistvu svojo uro, če imaš nekega Rolexa ali pa pač, jaz se toliko ne spoznam na to, ampak pošljaš lahko to svojo uro, oni jo pregledajo in jo imajo pa oni tam v svojem vaultu, v svojem trezorju in na podlagi tega izdajo NFT. Sprav, zdaj tvoja fizična ura se nahaja v nekem trezorju, ti v svoji denarnici imaš pa NFT. In ti lahko zdaj recimo vzameš posojilo na to svojo uro. Ne? Se pravi, če ti posojilo vrneš, dobiš nazaj ta NFT, ki potrjuje, da si ti lastnik te prave ure, a ne? Če pa ne vrneš posojila, bo pa posojilodajalec dobil ta NFT in bo on potem postal lastnik. In pa gre on lahko Čakaj, kaj ni to prodaja dražba with extra steps? To je v bistvu, ja, ni, zato ker to so, Mislim, neke vrste, to so kreditni trgi, a veš. To je tipo nek pawn shop, pač daš tam, dobiš cash. Ja, sam, da je malo bolj sofisticiran. Aha. Pawn shop je v bistvu samo prodaja. Tam ni kreditnega trga, tukaj je pa kreditni trg na tem gora. Ne? Se pravi, da lahko ti vzemaš kredit. Okay. Posojila. Recimo pravno gledano, ne? Je NFT neka zavezujoča stvar? Pol? Odvisno, kaj je ta asset oziroma stvar, ki jo NFT predstavlja. Ne? Recimo pri primeru ure. Kaj ta, veš, pol, uro ima ta človek in ti imaš NFT v te ure. Ne? Ja. In zdaj, Pa jaz bi hotel to uro. ne, si šel v to zavestno, v ta deal, ne, da boš ti v bistvu dobil denar za meno. Ne? Aha. Ampak ja, in lahko ti rečeš, ja, oni so mi ukradli uro, ne, recimo. Veš, če ni pogodbe. Tako, ampak sej, tle pač lih ta filozofija je, da je to samo po sebi pogodba, zato ker so v zadnji napisana neka pravila. Ne? Se pravi, če ne vem, v smart contract se zapiše, če do tega pa tega datuma ne odplačaš pač tega posojila, potem recimo posojilodajalec postane de facto lastnik tega in potem lahko on gre do 4K in reče, jaz imam NFT, dajte mi pač to uro. Aha, je še vedno vseeno neka črno-belem prava za vsem tem. Ja, smart contract imaš, ne? Smart contract, ne, pogodba odvisno. Zdaj, vem, da za nepremičnine oziroma za zemljo v Ameriki tudi obstaja že ena firma, ki to dela pač za zemljo. Ne? Se pravi, oni izdajo NFT in imajo, mislim, da licenco že v 20 zvezdnih državah
In ja, ti lahko pač na ta način, veš, dosežeš to, da te stvari v bistvu odkleneš likvidnost v teh stvareh. Ja, ja. Ker ti, če imaš ti neko drago stvar, ne, tudi če imaš ti neko stanovanje, ne, je to neko premoženje, ki ga imaš, ampak vedno v financah je vprašanje likvidnosti. Ne, likvidnost pa pomeni, koliko imam jaz zdaj na voljo kapitala, da ga porabam. Ne. In če ti recimo samo z nepremičninami trguješ, je to zelo nelikvidna stvar. Se pravi, kaj je najbolj likvidna stvar? Najbolj likvidna stvar je cash. Cash. Ja. Pač cash je najbolj likviden. Potem naslednja stvar, so mogoče neke kovine, ne, pol, a veš, avto že ne moreš ti prodati iz danes na jutr, ne. Moraš iti preko nekega birokratskega postopka, prepisa avtomobila in tako naprej. Za nepremičnino pa sploh ne, to je pa najbolj v bistvu nelikvidno. Ne. Samo, ko si rekel, da recimo pol ta ura postane likvidna, ampak moraš imeti na drugi strani podjetje, ki ponuja to. Ali posamezniki. Ja, ne, v bistvu še vedno mora biti neko povpraševanje potem in mora biti ta izdelek povpraševan. Ne? Absolutno. Verjetno za neko stvar, ki ni toliko v povpraševanju, tudi ne bo ponudnika, ki bo to vzel. Absolutno. Skoraj gre z roko v roki. To pa na koncu, kje sploh? V bistvu, narediš pa bolj nekaj likvidno po tej strani, ne? Se pravi, narediš, če je ta stvar poželjiva z obeh strani, ne? Ja, ampak to je spet holderjev in tistih, ki pač imajo likvidnost. Sam veš, tudi če imaš avto, ki ga hoče vsak, recimo, ne vem, prišla nova Tesla, hoče si imeti novo Teslo, si ful likviden, ker ga lahko prodaš jutri, ne? Pak ja. Recimo. Recimo, če bi dali pol Teslo v NFT, kako bi bil tle bolj likviden? Ja, dajmo reči tako, mi imamo zdaj Teslo in mi rečemo zdaj, mi bi radi 100 Teslo neki služili. Kaj lahko delamo? Oddajamo. Lahko taksi imamo, ne? In zato, ker jo furamo folk, služimo cash. Lahko jo oddajamo. Lahko jo preprodamo naprej za profit. Se pravi, če pa izdamo NFT na to, pa rečemo, mi si hočemo vzeti posojilo in za posojilo mi zastavimo ta naš NFT. Se pravi, če ne vrnemo tega posojila, bo potem tist, ki nam je dal posojilo, bo ta NFT dobil v lasti. In če dobi NFT, dobi Tesla. NFT je v bistvu digitalni dvojnik fizične stvari. Hoče samo reči to, da to je neka poveličevana pogodba. Ja. Ni poveličevana, to je digitalna pogodba. To je pač digitalna pogodba. Ja, je pač pogodba. Ampak ne pogodba v smislu. Sledljiva. Ne v smislu, veš, tako, so klasično. Vse ta izraz, pametna pogodba je zgrešen. To je samo v bistvu digitalni zapis nekih določenih pravil. In ta pravila so tukaj zelo enostavna. Ne, ker pogodba, če si kdaj dobil, pogodbo za zaposlitev, to ima ful enih, členov. Pametne pogodbe na recimo Ethereumu so zelo preproste, so samo if then, se pravi, če do tega datuma se zgodi to, potem naj se zgodi to. Tako to deluje. Se pravi, v našem primeru se v pametno pogodbo zapiše ta wallet, se pravi, ta denarnica je vzela posojilo od te denarnice in zdaj pravilo je, če pač tale denarnica ne bo vrnila do tega datuma, bo pol druga denarnica dobila. Veš, tako? Ja, ker v denarnici lahko daješ tudi NFT-je, ne? Tako, se pravi, če se zgodi to, if then stavki, to je zelo taka preprosta. Ponavadi ti imaš ful členov, zato ker imaš ful toč za napisati na belem. Ja, in kaj zdaj tle, naprimer, do datuma jaz ne vrnem 20 urijev, kot moram, ampak vrnem samo 10. Kaj pol? Ali pa ne vem, se nekaj zgodi z avtom, pa nekaj veš. Tudi dolgo pogodbo lahko napišeš. Se pravi, temu trendu se itak reče real world asset tokenization. Se pravi, da ti neke stvari v resničnem svetu tokeniziraš, ampak ti moraš še vedno imeti
link, a ne? Še vedno mora mogoče biti neka organizacija ali pa nekdo, ki Nekdo pač te vmes. stvari validira. Ja. In to so zdaj ponavadi ta podjetja ali pa te startupi, ki nastajajo, ki probajo tukaj neke biznis modele narediti. No, Ne? Sej point kripto in blockchain in vsega tega je, da se odmaknemo od centralizacije. Ja, Ampak res je. s tem, ko nastajajo podjetja, ki skrbijo za to, spet nastaja en člen, ki vmes, Se strinjam. ja, In spet neke stvari Ja. centralizira. Ja. zgleda, da še vedno nekaj je na temu, ne? Mislim, je nek Mislim, point. sej smo fizična bitja. Ja, tako da ja. Ne moreš se čisto od tega. A ne. Ja, odmikamo se od enega middlemana in prihaja drugi middleman. V nekaterih procesih se je število teh middlemenov tudi zmanjšalo. A ne. A veš, recimo to, da lahko ti zdaj pač vzameš posojilo, zato ker imaš pač nek item vreden, pa ne rabiš iti do banke, ne rabiš na banki dati svojih dokumentov. Ne rabiš. Aha, Veš, tako, aha. to je toliko enih pač stvari, če ti najdeš na internetu nekoga, ki ti hoče dati posojilo, zato pač dobiš. Ne? In Ja, to je ja. lepota Okay, v tega. bistvu je poenostavitev procesa. To je to. Tako, tako. Ok, dobro, super. No, zdaj, ki je šla jakna dol in smo lepo videli, kaj tle piše, ne? Povej nam štorijo, ko je prišlo do tega. Dobro, gospod hoče vprašanja, prej gremo na Astro. Tle naša članiška tla vprašanj. Potegneš ven, kar potegneš. Čakaj, da malo zmešamo. Potegni. Kaj si potegnil? Tako zelo slovnično vprašanje. Kaj verjameš v vesoljce? Ne. Res ne? Ne. Zakaj ne? Um, Nekaj obstaja. Jaz sem rekel Ja, že nekaj- večkrat le, jaz sem enega celo slikal. pokaži. Se ne zabavam. Ja? Odaj. Dokler jaz tle najdem sliko, zakaj ne verjameš v vesoljce? To sem jaz tle snemal, ko so bliskale strele. V najsvetlejšem frejmu je ta član tle. Ja, to Šel ti je mimo. neki, to ti je neki. No, to je tako neki na kameri. piksel malo, ja. Ja, In v valjda. nobenem videu prej, ne potem, ne nič, samo tle. Stari. In Ne vem. tle je cela kamera, ko sem jaz to snemal, se je zatreslo, kot da bi bil To je pač neki earthquake. zletel mem, neka žuželka in si ujel. Žuželka, Ja, tako velika žuželka. Kaj to zgleda kot žuželka? a boš dal to na. Ja, no, v glavnem slika. Halo, to ni kot žuželka. Zle, ko nek leteči penis. In se res gleda kot penis, ne, ampak lepo prosim. Vesoljci obstajajo. Jaz mislim, da ne. Jure? Jaz mislim, da ne. Si to vprašanje bo tako že nkrat? Jaz mislim, da obstajajo. Mislim, vesoljci kot neka druga živeča bitja. Lej, se mogoče so nivoji zdaj tega vprašanja. Ne? A verjameš, da obstajajo Življenje. dovolj inteligentna Ja. bitja, da potujejo po vesolju, ali da misliš, da nekje v vesolju še neke bakterije migajo nekje, ne? Ali ne vem, so to neke civilizacije, ki nas tako gledajo z teleskopom. Ne? V glavnem, ne pač tako, da so še eni sigurno pametni komini. No, saj mogoče. Ne lih tako neka bakterijica, V nekaj kaj, doplava. Mislim, da ne. ti greš torej, če obstaja enako ali bolj inteligentna bitja od nas v vesolju, praviš ne. Ampak da obstajajo mogoče neki živi organizmi, Možno. možno. Okay. Zakaj ne? Matematično gledano. To Ja, je- si to Ne, preračunal. sej v bistvu matematično Ja, ja, ja. bi bilo bolj logično kontra, ampak to je ta Fermijev paradoks. Ne? Se pravi, če obstajajo drugi organizmi, ki so enako ali pa bolj pametni kot mi, zakaj nismo, ne vem, dobili še njihovega signala, zakaj nismo mi prišli do njih. Se pravi, zakaj pa mislim, da ni? Zato, ker nekdo bi mogel odkriti to potovanje hitrejše od svetlobe, ki se pa po nam znanih zakonih ne da. Ne? Kaj pa, če so kaša neka interdimensional bitja, ki naprimer mi imamo tehnologijo, da jih še vidimo. Pa Ne. veš, lahko so že tle, pa pol se bomo zavedali, o moj bog, oni so bili že tle. Samo, To je domišljija naša. čeprav, ko pogledaš, ne se obstajajo ti eksoplaneti, ki imajo podobne Razmere. razmere kot mi. Ja. Torej, zakaj ne? Itak ta proces je zelo kompleksen, da nastane inteligentno živo bitje, ampak veš, In kljub temu so eni glupi, ja. mislim, če vidimo, če pogledamo že našo že rimsko cesto, tle ne, je dosti eksoplanetov, ki bi lahko bili, ampak zato jaz mislim, da verjetno obstaja nekaj. No. Tako.
zaradi tega. Kaj pa zdaj, ki prihajajo Američani ven z vsemi unimi vesoljskimi dokazi? Ja, se tisti posnetki so kar zanimivi. Ne, mislim, da Eno je NLP, ne? to je vse človeškega izvora, po mojem. Vse une mašine. In misliš, da nam to skrivajo? Ne, jaz mislim, da taka stvar se ne bi mogla skriti. To bi pač prišlo ven slejko prej. Zanimivo. Dajmo se presenetiti, mogoče priješ kaj kdaj ven. Mi je bila ena tako zanimiva prej, ki spravu sem videl na TikToku, da če bi mi lahko potovali svetlobno hitrostjo, ne vem koliko let daleč stran in pol bi nekam prišli, vzeli en full jak teleskop in bi gledali na Zemljo, bi lahko slikali Jezusa, ko je hodil po Zemlji, ki bi tako za nazaj gledali v čas. Ja, zato ker svetloba pač potuje in... No, to je bil en tak zanimivo dejstvo. Ja, to je crazy, mislim, to, kad o tem začneš razmišljati, se ti kar malo možgani začnejo kurti, ne. Samo res rabiš velik teleskop. Mislim, lej, ko pridejo vesoljci, si ti prvi, ki te pokličem in ti rečem, ste rekel? Prosim, stari. Jure, kaj si delal ta teden? Ta teden se ukvarjal z mojim avtom in neke preglavice povzroča. Veš, ko je Jure dober prijatelj, sem ga peljal k mehaniku, je rekel, hvala, ful veliko uslugo si mi naredil in mi je dal paket bombonov. Kaj pa hočeš več? Ne vem, gremo nekam na drink, tako, en paket bombonov in še to je šel domov iskat, moja mama dala na Derimaniču. Ne, drugače ni res, nisi jaz skupaj prej smo prišli. Ampak to ne razumem, zdaj kaj ti si mehanik? Ne, jaz sem ga peljal Si k mislil? mehaniku. Ti si ga peljal k mehaniku. V bistvu peljal me je po avto, niti ni peljal. K mehaniku, avto je bil pri mehaniku. Ok, hvala Matej, mogoče boš mogel še kakšen krat peljati. Ja, vem, prej ga je spet neki klical, da mu ne dela, spet ga bom mogel peljati. Ne, problem je v tem, da ima kar nekaj izpade, da ko hočem ga zagnati, kar vergle in navžge. Ga moraš to bolj nežno... Ampak dela, ne vem, verjetno nekaj narobe, v glavnem star avto. Bil sem na odbojki, snemali smo radio, delal sem svojo službo. Drugače, da bi rekel, da nekaj ekstremno zanimivega, nič, hodil sem v fitness. Nič posebnega v bistvu. Ti? Nič, delal in nič posebnega. Produktiven si bil? Pa produktivno je bilo, to je to, res ta teden je bil bolj tak miren. Ti, kaj si delal ta teden, kaj je zanimivega? Nič zanimivega, stari. Nič. To je zdaj najbolj zanimiva stvar ta teden. Ja. Ok, gremo mi nazaj. Astra. Tako. Kako je to ratalo? Kako si rekel, veste kaj? Prvo, zakaj Astra? Dajmo to prvo. Hvala. Nisi naročen na moj newsletter? Sem to pojasnil? Nisem. Priznam. Bom ti poslal. Okay. Ne, veš kaj, ime sem pa zbral, zato ker sem... Astrofizika? Stari, vidiš, ker sem Space Geek. Slab. Veš kaj Astra pomeni? Ne vem. Zvezda. Po latinsko. Torej zvezda.si. V bistvu mislim, da Astra prav pomeni zvezde. Aha. Pač množinsko. Torej bi mogel imeti pikaste. Ne, to pa zaradi tega, ker sem navdušen nad vesoljem in matematika je jezik vesolja in je pot do zvezd. Se pravi, če ne bi imeli matematike, ne bi mogli potovati v vesolje, ne bi mogli na Luno in tako naprej. In to je bila ideja za ime. Ok, kdaj si pa rekel, jaz vas bom rešil? Reševanje se je pa začelo, reševanje vojaka Ryana. Film dober ful. Spletno stran sem, domeno sem registriral 2013, tako da letos je 10 let. Oj, bem ti čestitke. Ja. Mislim, vse najboljše. Ja, thanks. In takrat sem začel pač objavljati videe. Mislim, prej se je to začelo tako, da jaz sem hodil na ekonomsko fakulteto in sem takrat, to je bilo, že je bilo to tam 2008, 2009, 2010, se je lih malo začel ta e-learning. Takrat na YouTubeu, to so bili res še drugi časi. To na YouTubeu so bili neki videi mačkov, neke zajebancije, folka igra igre. Začetne faze, skeči. Ja, tako, te začetne faze. In da bi ti imel ful tega kontenta izobraževalnega ni bilo. Pa sem pa ugotovil, da neke te ameriške univerze, ala Stanford, MIT,
Harvard, objavljajo neka svoja predavanja na net in meni je bilo to tako, wow, hudo, ne? Zakaj mi nimamo tega, moram jaz tam sedeti pa, ne, pa poslušati, jaz bi to, ne vem, zvečer gledal. Ne? In pa sem jaz kar rekel, bom jaz zdaj en predmet tukaj posnel tako, malo sem tudi hotel se sprobati v izdelavi teh vsebin in sem posnel za mikroekonomijo, to je en predmet v prvem letniku na ekonomski razlage in je bilo folko to ful všeč. Sem me začel ustavljati tam na faksu. Še ko si bil na faksu, si to delal? Ja, bo še kaj naredil, to ful hudo, tako naprej. Okay. In pa sem kar moja sem 40-50 teh videov naredil, pa nisem vedel, kaj bi, a bi zdaj še kakšne druge predmete, a bi, ne vem. Začel svoj faks. Tako, ne, kaj sploh bi, ne, in nekako sem se pa odločil za matematiko, niti ne vem čisto dobro, zakaj prav za matematiko, ampak tako, jaz tudi nikoli nisem bil zadovoljen, kako se je mene učil matematiko in ne, takrat sem bil tako domišljal, da lahko jaz to hudo dobro naredim. Kako si prišel do nekih takih formul in stvari, da si full naredil simple to? Kako si prišel do te simple razlage? Ja, sej, to je pa nekaj, kar mislim, kako sem prišel. Ne vem, pač usedel sem se, pogledal sem, treba razložiti, ne vem, linearno funkcijo, kako bi se to naredil in sem pač povedal svojo zgodbo. Mislim, povedal sem zgodbo o tem konceptu na nek svoj način in zgleda to pali. Mislim, jaz sem ful hvaležen tebi najprej. Okay. Hvala, sigurno vsi, ki gledajo. Jaz sem enega profesorja od matematike v srednji, stari nono, zatežen, ampak nas je naučil. Vsi smo imeli pri njemu dobre ocene in plus, ne vem, je rekel, lej, morate znati to in to se naredi in tako. Z unimi ekstra težkimi nalogami vas pač ne bom drkal, ker to ne rabiste vedeti. Nismo mi gimnazija, fuck off, uno retardirano. Ampak lej, to se naredi tako in tako. Okay. In mi smo imeli 2 letnika, ki je šel v penzijo, ki smo ga imeli njega, vsi smo imeli tako briljantne ocene. Ja. In ti pravim, spet je bila ta povezava, nekako je naredil simple. Ja, sej, to je... Kako prideš do tega? Kaj moraš gledati? Da ti nekaj poenostaviš, moraš to ekstremno dobro razumeti. Točno to. To je prav ena izjava od Einsteina tudi, da tega, česar ne razumeš dovolj dobro, ne moreš v bistvu razlagati. Ne? Preprosto razložiti. Tako. Tako da ja, najprej moraš poznati, ni tukaj nekaj. Pa je pa čisto odvisen od neke tvoje kreativnosti, kako pač povežeš vse to, da razložiš pač neko stvar, ki je mogoče na prvi pogled kompleksna. Moraš se tudi postaviti v kožo tega človeka, ker verjetno tisti, ki se obrne na video, umanjkajo tudi osnove. Ne? Ja, res ne ve nič. Ja. In to velikrat preteha, veš, ko so tudi pač študirali to in tako res obvladajo. Ne? Veš, najslabše je, da ti nekdo, ki obvlada, govori, pa to je čisto simple, ti bom jaz stari. Ne, mogoče ni simple, ne? Mogoče je res malo bolj kompleksno, ampak dajmo iti od začetka. To, tako. Nekako moraš neke kompleksne probleme ponavadi moraš razdeliti na neke manjše sklope, ne, in iti počasi. Dajmo najprej prvi sklop, pa tam vse obvladati, pa drugi sklop. Si mogel kaj ekstra več učiti, ali si že to več ali manj ti znal? Veliko stvari sem znal, so pa tudi bile stvari, ki mogoče meni osebno toliko ne ležijo. Ne. Jaz recimo sem bil dost slab v kombinatoriki. Ok, to mi nismo imeli, tako da ne vem, kaj je to. To je, ne vem, če te zdaj vprašam, v tej škatli so, ne vem, je 20 teh listkov, in kolikrat bi jaz zdaj mogel, ali pa tako bi bilo, recimo, da bi bili listki rdeči pa modri, kakšna je verjetnost, da jaz v 3 poskusih 2 modra listka izvlečem? Aha, in to zračunati. To so recimo taki tipični problemi. In kako bi to zračunal? Ne vem. Poglejte, astra.si. Najprej bi, se pravi, za take stvari moraš recimo vedeti, koliko elementov imaš. Koliko listkov? Tako, recimo, da jih bi bilo 100, pa če jih je pol, je ponavadi polovična verjetnost, da boš zbral rdečega, pa polovična, da boš zbral modrega. Potem pa, če bi rekel, vlečem 5-krat,
Je... Ne vem, pozabil. Viš, si dokazal. Pozabil Si rekel, da si To bi mogel iti zdaj, to recimo... Ma ja, rabiš list papirja, da Meni vidiš to. je edino ostalo, veš, tisto pri tej kombinatoriki in tej verjetnosti fakulteta. Ja, to je tisto, to je meni ostalo od kombinatorike. To je pa, ne, se pravi, če imaš ti, recimo, da imaš, če 5-krat vlečeš, a ne, je koliko različnih možnosti, ne, pa je 5-krat, 4-krat, 3-krat, ne, se to, recimo kombinatorika je zelo zanimiva, ker je veliko, a veš, stvari v življenju, pa to ti sploh recimo prav pride pri nekih teorijah igr, ne vem, igre s kartami, igre z nekimi žetoni in tako naprej, je veliko v bistvu tega, ne, pa te statistike noter. Tako da to so ful uporabne stvari. In problem te srednješolske matematike je doskrat, da je še vedno ful abstraktna, zato ker itak, ne vem, gimnazija, ne, je priprava na v bistvu univerzitetni študij. In katerikoli. tako, in ti moraš pač usvojiti neke teoretične koncepte in veš, če greš pol ti študirati, ne vem, nekaj drugega, ne boš pač tega rabo in je pač so ta leta zgubljena. Zato jaz mislim, da v matematiki je ful enih zanimivih stvari, ki bi jih lahko na zelo poljuden način, ne, lahko predstavljali in matranje folka s tem, da se tam uči neke, ne vem, trigonometrične funkcije, ki večina ne bo rabila, je brez veze. Jaz sem imel enega kolega v srednji, ki ni vedel, kam bi šel na faks. Tako okrog drugega letnika je rekel, stari, jaz rabim en thing, neki rabi mojega, neki športa ni, neki rekel, in rekel, veš kaj, matematika bila my thing. In jo je naštudiral v fucking nulo, vse je vedel, učil se je tudi stvari za fakulteto, meni je dal inštrukcije, jaz, ko sem prišel k njemu domov, popisani list je naš povsod in okno popisano. Jaz, why the fuck, nimaš papirja? Ma ja nisem našel in sem mogel hitro tle napisati enačbe. Tip je imel 2 okna popisana z enačbami. Matematik, tako da šarout Krumenakar. Ena je bila zanimiva zadnjica, se pogovarjal z enim fantom in je rekel mi tako, da ti upečeš eno punco je možnost 50-50. Jaz sem veš, da ni res. Ok, kje so tle zdaj procenti? Zakaj ni 50-50? Ali je ne? Ja, ne, ni. No, kaj? Breakaj down. Ampak to men-met je to, veš, moška matematika je 50-50. V bistvu je po mojem ful bolj zakomplicirano. No, kaj so elementi? Dosti več faktorjev je. No, kiri? Kakšne preference ima, ne vem, kakšno vreme je, kakšno je okolje, v kakšnem moodu je, kako ti izgledaš. Ampak lahko ti vplivaš na kakšne te faktorje? Ja, da si pač, okay, da si stuširaš, da imaš prane zobe, da si to je normalno polinom, obleče. stari, to je polinom. Ogromen neznak noter. Ampak sigurno vam garantiram, da je večje, da je ne boš, kot da jo boš. Ja, odvisen, kdo si. Ja, ampak Če si full veš, če je famous. 50-50, si full famous. Ja, si v unih malem promilu. Ja. Ne vem, ni po moje, veš tako, da se zapremakne z 20 Ja, postota. to je tako kao uno, veš, ka večina folka misli, da je boljša od povprečja, voznik. Ne, Ja, ja, vprašajo, ja. ali ste Ja, ja. boljši voznik od povprečja in 90% folka misli, Ja. da je boljša od Ja, povprečja. Ne. Kar ja, pač ampak je verjetno ni- naravna. Ne more biti res. Ti si kdaj uporabil matematiko za kakšno upecati? Ko tipo, čau bejba, jaz plus ti je dober čas zate. Ne vem, če sem kdaj kakšne take prav matematične. Kaj? Razen, če je finančno matematiko vključeš. Ne? Tipo? Ja, ne vem, pač da plačuješ stvari. Ne? Samo to. Ti ne greš v minus, grem samo jaz. Prej si omenil, da si pač full navdušenec za vesolje. Ja. Še kaj drugega imaš tako full passion? Vesolje, Avtomobili, športni. avtomobili športni. Ja. Kaj te tako impresionira pri vesolju? Tako bi rekel, kakšen je sploh slovenski izraz, ta vastness, Aha, prostranost. Prostranost. Prav, Ogromnost. neskončnost, tako, Ja. to je... Pa v bistvu zelo mi je ta, a veš, teorija velikega poka, da pač to našo znane vesolje ima neko točko začetka. Tako, to se mi res kar breaka pač mind, če
razmišljaš, da enkrat ni bilo, pa pol se je mogel nekaj začeti. Ne, enkrat ni bilo nič in pol je bilo vse. To mi je Okay, imaš ti kakšno svojo teorijo? Imamo teorijo velikega poka, ki je neko splošno prepričanje, da je to res. Ne? Ampak imaš ti kakšno svojo teorijo? Ker meni je bila recimo teorija od Elon Musk, je to prvič njega slišal, ampak to, da smo v bistvu simulacija. Mi je zanimiva. Ja, mislim, da Nick Bostrom, to je en danski filozof, je napisal ta paper, da v bistvu vsa inteligentna bitja enkrat začnejo v bistvu delati na tem, da naredijo nek virtualni svet in obstaja velika verjetnost, da ker smo mi zdaj že na tej stopnji, da delamo virtualne svetove, da mogoče je en layer nad nami. Že nekdo že naredil, ja. Mislim, če bomo mi naredili, je nekdo že naredil. To je, ne? Ja. To je v bistvu teoretsko. In kaj pa ti misliš? No, kaj je tvoje mnenje tukaj? Ker jaz iskreno... mislim, da ne, zato ker za ta svet, kakor smo ga mi zdaj že analizirali, bi bila to blazna potrata resursov, da ti narediš toliko kompleksno simulacijo. Ampak se ti zdi kompleksna? Mislim, če ti greš gledat, če bi mi zdaj šli to mizo analizirati, ne? Se pravi, koliko globoko gremo lahko mi, na kjer najnižji nivo pridemo. Ne? Pridemo na najnižji nivo pač atomov, jedra in potem elektronov in potem se lahko vprašamo, kako, če mi zdaj tukaj z laserjem po svetu, kako se te elektroni obnašajo. Mi to vse znamo danes pač analizirati, zračunati in če je nekdo naredil to simulacijo, jo je naredil v toliko male podrobnosti, da je vprašanje, da se sprašujem, zakaj bi to kompleksno nekdo naredil. Veš, si rekel to zdaj, ampak kot mi vemo, je to 99,9 prazen prostor. Ja, ampak vse je, In ti dam še eno analogijo, če si kakšno igro kdaj igral na računalniku. A veš, ti imaš pač nekega lika, upravljaš in kdaj, če se zgodi nek bug, ti tako padeš dol iz mape. Ja. Ali pa vidiš za neki, Ja. Se pravi, svet je narejen, teksture so postavljene nekam, in ti pol nekam padeš in vidiš v zadnji, da ni nič. In nam se to še ni zgodilo. Kaj pa če on ni prišel iza mape ven? Ja, a veš... Kaj pa, če imamo tako dobro mapo? Ne, sej to. In zdaj vprašanje je, zakaj bi nekdo naredil to kompleksno mapo? Koliko resursov bi mogel porabiti, da ti to simuliraš? Ja, pol je v bistvu, zakaj je on naredil to simulacijo? Zakaj je to naredil? In meni se klej sprašujem, waste of resources. Ampak zakaj bi, veš, to da je nastal veliki pok iz nič. Zakaj? Veš, in to je ful zanimivo, veš, ko začneš, ko daš New Game. To me spominja na New Game. Ja, sej. Po eni strani, ne? Kaj je pred New Game? Kaj je uno nič? Ja, v bistvu, to je pa spet, zdaj tle pa prije filozofije v igro že. Ja, tle ni več fizike, ne matematike, ampak meni to vprašanje mi je vedno, mislim, to vprašanje se spraševati je pač pointless po mojem v resnici, ne? Ker ne boš dobil odgovora, zakaj je vse to. Sej, a veš, itak večina filozofskih vprašanj se s časoma premakne pol ali v matematiko ali v fiziko. Se pravi, vse izvira iz tega, da se ti sprašuješ zdaj, zakaj so te listi tam zunaj zeleni. Recimo to, kaj je bilo pred velikim pokom, je zdaj trenutno še vedno filozofsko vprašanje. Zato, ker kako boš to sploh odgovoril? Ja, ne vem. Mislim, ne moreš iti pred čas. V minus čas ne moreš iti, edina resnica je čas. To ti bo pač nek fizik povedal. Oni imajo pač različne teorije, kjer na podlagi nekih izračunov pa konceptov matematičnih probajo pač dokazati neke določene stvari. Drugače tak ne moreš. Ampak misliš, povej. Ja, ne, pač tako meni je samo bizarno, kako smo se z vsem tem pač sprijaznili. Veš, vesolje neskončno. Ja, Kaj pa ti preostane? Veš, pred tem ni bilo nič. Ja, Ja, ampak kaj pa misliš, da vesolje je samo eno? Mislim, jaz si tako predstavljam. V moji glavi je zelo težko se sprijazniti s tem, da prostor ni neskončen. A veš, da bi se nekaj širil v nekaj, kar ne obstaja. To mi je tako, ne vem, ne morem tega dojeti. Ja.
In kle se moje v bistvu pol Mogoče naši filozofiranje možgani o tem niti ne- ne morejo tega sprocesirati. Ne moreš procesirati, že Ja, neskončnost zato v naravi je zelo ne... Ja, zato ker mi smo nerealna. bitja 3 dimenzij, ne? Ja. In že pojasniti večdimenzionalen svet je v bistvu nam ful težko. Ne? Ti razumeš, ok, ena dimenzija je, da se ti premikaš sam po eni črti. Yes. Levo, desno, to je ena dimenzija. Ne? Pol dve dimenzije, ne, je neka ravnina, da se ti premikaš, ne, XY. tako imaš 2 koordinate. Zdaj, tretja, ne, tridimenzionalen svet je to, kar imamo mi, ne, se pravi, da lahko ti kjerkoli v prostoru, se pravi, rabiš 3 koordinate, zdaj pa 4 koordinate, ne, in pol 5 in 10 in to so pol te hyperkocke, ne, ki nekako to pojasnjuješ in tukaj za večino folka pač odpove razum. Ne. Procesor. Ker ne Procesor ne sprocesira. ne moreš. Ampak je Error. bizarno, kako lahko Error. pa štekamo nižje od nas. Zdaj, ki smo pri teh matematičnih science stuff, ti si zdaj naredil nekaj jakega. Nek jak produkt. Tako, nisem ga jaz naredil, je pač razširitev tega mojega portala, Astra AI. Tako, ko je prišlo do tega? To se meni zdi ful pametno. To bi jaz rabil, ko sem bil v osnovni, Ja. srednji in povsod. Vse je, res je impresiv. Tipo, jaka verzija unega fotomet smo mi imeli. Tako, ja. To je fotomet na steroidih. Ja, neč, zdaj v zadnjem letu je res prišlo do neke te AI revolucije, ki je OpenAI firma dala ven ChatGPT. Vse to ste verjetno že kaj izprobali, ne? Veš, da je tako res impresivno. In pol moj kolega Klemen je to malo se spustil, to je rekel, kaj če bi mi naredili nekega inštruktorja matematičnega za to, sem rekel, ajde, gremo sprobati. In smo se tega lotili projekta. Koliko časa ste razvijali? Razvijali smo to zdaj par mesecev. Rekel, ne 5-6. In že zunaj. Ampak kaj si v bistvu mogel razviti? Dobro, to, da znaš slovensko zna. Mi si smo mogel ti v bistvu narediti? razvili cel pač več je zdaj tukaj teh Stopen. recimo add-onov, ki smo jih mi, da ni to samo ChatGPT, ne. Čakaj, najprej. To je AI matematični inštruktor. ChatGPT, tvoj verjetno software uporablja API od ChatGPT-ja. Tako. Ja. Tako. Mi uporabljamo Microsoft Azure OpenAI service. To je API, na katerega se ti, mogli smo se zato prijaviti in dobiti. Kaj je API, lahko povemo še? API je v bistvu, to je programska, kako bi rekel, programska rešitev za to, da ti uporabljaš Podatke. ne podatke, ampak da uporabljaš neko drugo programsko rešitev od nekoga za neko svojo rešitev. Ne? Se pravi, ne vem, če hočeš ti, zdaj bom čist nek banalen primer dal, ti imaš nek app mobilen in hočeš v njem prikazovati vreme. A ne? In zdaj ti nimaš postavljenega sistema za to, nekdo pa ima podatke o vremenu, a ne, in ti se priklopiš lahko na njihov API in potem poberaš podatke o vremenu. Recimo, to je API. Sprav, to je programska rešitev, da uporabljaš druge programe v nekem svojem programu. In najprej smo mi mogli njega naučiti oziroma strenirati, da je on inštruktor, da ni, če zdaj tam nekdo pride, ne vem, daj mi povej, kako pecati punco, ne, da bom rekel, ne, mi smo tukaj na inštrukcijah, bomo se učili o matematiki. Se pravi, da on zdaj v druge teme da ne zahaja. Potem, kako ga to naučiš? S prompt engineeringom. Torej ti v bistvu ga pri prompti sprogramiraš, da v bistvu, ko ga dobi človek, je že ready za to. Ne? Zdaj, da ti vedno ne pišeš tega. Ti ga lahko omejiš tako? Kako ga to omejiš? Aha, torej mu rečeš, ti začneš od tu naprej. Tako, ali pa mu rečeš recimo, lej. Ekte za... Tako, recimo ne daje direktnih odgovorov, ampak probi učenca voditi skozi proces, da ugotoviš, zna osnovo, a ne razume. Aha, dejansko. Tako, ja. On lahko vidi, koliko ti znaš in pol to prilagodi. In pol se prilagodi. Okay. Pa recimo, če ti njemu rečeš, ne, to že znam, da mi sam postopek pokaže, da jaz to pač vidim, ker nekaj mi ne gre. On reče, ok, v redu, tukaj imaš. Ti se v bistvu z njim pogovarjaš. Tako, mi hočemo itak
narediti, da je to čim bolj tako naravno, kot bi ti, da bi prišel na inštrukcije, ne? In bi tam neki rekel, ne znam pač tega, in on bi ti rekel, dajva pogledati, znaš mogoče to, ne? Aha, vidim to, ki ti to ne gre, mogoče morava to najprej pogledati, zdaj pa probiva ta problem. Ali pa recimo, če prideš z nekim vprašanjem, ti da mali hint, ne? In ti reče, zdaj probi sam zračunati, ne? Pa ti rečeš, ne znam, ti da naslednji hint, a veš, tako, da te v bistvu počasi... Ja, in s tem smo se na začetku ful veliko ukvarjali. Ja, verjamem, ja. Da bi to bil nek tak dober experience. Potem itak je bila, itak smo interfejs mogli narediti, ne? Zato ker če ti upisuješ matematične simbole, racionalno funkcijo, ker je tako pač ena funkcija zgori v ulomku, ena spodaj, vse napisati v eni vrstici, marsikdo sploh ne zna. Se pravi, smo naredili to matematično tipkovnico, da je to tako grafično pač lepše zgleda, pa da je bolj enostavno. Sam pa, ko smo testirali z ljudmi, ne, pa so rekli, pa Photomet obstaja, ne, mi bi radi to, ker slikali, smo pa tudi to svoje razvili, ne, se pravi, da ti... Najlažje, najbolj simpel, ne? Ja, se s ChatGPT že 3,5 ima itak prepoznavanje slik, ne? Tako, da pač ti to narediš. Ampak tist ni toliko dober za tekst. Tako da mi smo pol vzeli nekaj drugega. A ste vzeli nek drugi? En drug library smo vzeli, da ful tudi tekst dober, da lahko daš ti recimo besedilne naloge, ne, in bo on razumel. Čakaj, če smo tle, kako ste rešili to, je ful dober program, če imaš gradopisavo, on to šteka, ali moraš ti mu lepo jasno napisati? Probi. Velikrat bo kar dober zadev. Mislim, najlažje je slikati tiskano, ne samo v učbenik. Knjigi, ne? Tako. Ali pa če dobiš pač na listu papirja. Drugač pa tudi, če pač napišeš, bo... Zdaj, če je ful grdo, ne bo vedel. Je se odvisno od tega drugega libraryja, verjetno, kako dober je v Scribbles. Tako. Tako da ta funkcija slikanja pa nalaganja pač slik, da prepozna, to je pa en dodatek, ne? Kaj bi lahko recimo zvočno tudi? To je zdaj next stage. To bi bilo tudi zanimivo, recimo, ne poveš, tako je. Zato ker ChatGPT 4, lik sem jaz gledal tle za podcast, ker dostikrat mi kaj ne vemo. In da bi ga imeli tle kot sogovornika. ChatGPT, ne, ker bi lahko reče, Ivan, koliko je oddaljeno sonce, veš, in ti on pove to sem testiral, samo ni še tako, mislim, ne vem, kako bi to še naredil, ampak mi je bila zanimiva ideja. Ne, sej tako enkrat pol naprej, ne, je itak, veš, pol, ko bo prišel tisti Apple Vision Pro, ne, ko boš ti imel. To jaz mislim, da bo kar tako, pač ti boš se znajdel v neki, ne učilenci, ampak tak, v prostoru namenjenem za poučevanje in pa bom jaz tam tako prišel, ne. Rekel, živijo, kako si, ne. Rekel, please change to a hot girl. Jaz sem dal poskenirati, ne, in karkoli boš ti mene spraševal, v bistvu bom jaz tam pač ti razlagal, tako da mi dva sediva en zraven drugega. A sem še kaj, čakaj. Kaj mu boste dali tudi? Še ena stvar, grafe, da ti izrisuje. Se pravi, če ti napišeš, da mi nariš graf te funkcije, ne? Na začetku, v tisti čist prvi verziji smo imeli kar povezavo na Wolfram, zdaj imamo pa to not. Se pravi, ste integrirali še notri. Tako, da v bistvu ti izriše graf, tak interaktiven, kjer lahko ti klikneš, pa vidiš, veš, kje so točke, ničle. To ste mogli kaj, spet plačati za neke API-je, verjetno, od Wolframa? Ne, Wolfram je predrag, to nam ni šlo skozi, pa smo neki drugega vzeli. Mislim, za uporabljati v komercialne namene, kaj si mogel ChatGPT po takem načinu vzeti, pol kaj ste mogli vzeti, če verjetno to library za slike, verjetno je plačljiv, ni nujno. To imamo, ja. Se pravi, kle ene par teh stvari, ki ti... Se kar nabere pol, ne? Kad so stroški, ja, se zato pač to ne more biti zastonj, ne. Meni je napisal, kaj mi je že napisal, zdaj boš mogel, da tu piska, veš, pička ti ima, zakaj si dal to plačljivo, ne, sem napisal, lej, stari. Ker ni zastonj. Jaz to zalagam, ne. Misliš, če ne dejo glase, mi zračunaš to, poglej najprej ta ad. Drugače, v bistvu res, ni slaba ideja, ne, lahko bi dal, veš, kaj bi lahko dal, recimo, ne, kakšen plačljiv kurs. Lej, kot upsell tam, ne. Ja, moja ideja vedno je bila, da hočem pač tukaj imeti
da hočem podpirati to vizijo, da vsak mora imeti dostop in videi pač so free in bojo skozi free in to je pač neko orodje, s katerim pač ti lahko pomagaš. In tudi zdaj, s tem Astra AI, to pač hočem poudariti, mi imamo program za tiste, ki si ne morejo privoščiti, da nam napišejo in mi zrihtamo štipendijo. Kako to zrihtamo? Podjetja slovenska v bistvu plačajo to. In to imaš hudo. In v bistvu sponzorirajo, štipendirajo otroke učenje matematike in to. Otroke iz ogrožene finančno deprivilegiranega okolja. No, da je šel od nje, odkje se to kaj nabavi? Astra.si/AI. To je, vse, če priješ na Astra, imaš zdaj to na veliko, imaš tam za podjetja, recimo lahko postanejo partnerji, se prijavijo, mi jim pošljemo vse pač informacije. Ja, drugače pa Astra AI je pa 200 € na mesec. No. 20? Da, ja. Kakšni so kaj odzivi? Ja, super, lej, do zdaj... Pa če lepo poršetle sprede drugače. Kaj je to, GTS? Ne, to ne bomo zdaj. Ne, drugače... Kako je služiti na otrocih? Top. Ne se zabavam. Je v bistvu on tle kao plemenit, kurc smo. Ja, kako služiš najboljše? Na budalah, ne? Ne, ampak jaz hočem, da oni postanejo pametnejši. Jo? To je bilo dobro. Dobro, zdaj smo te malo tle, ja. Ja, to je člani podcast, ne, to nimaš kaj. Tle si mogo malo dobiti, ja. To nimaš kaj. Ne, ampak pač šalo na strano, fucking lepo kar delaš, podpiramo, pač kapo fucking dol. Mislim, se vidi, da ne delaš to, da imaš tle tudi tale, ko bi rekel, vračaš družbi, ne jemlješ družbe. Lej, Ali pa v bistvu to samo dolg plan, 10 let je dajo za džabe, da si lahko računa. Ja, mislim, vsej, lej, za dobre stvari treba plačati, to je pač ne, veš kaj, življenje. lej, tako, pač mi smo itak tudi zdaj že sami dosta enega keša vložili v ta razvoja, ne, tako da to prvo leto jemljemo kot nek pilot, ne, da vidimo, da se, a veš, tukaj je tudi, zdaj AI je res, to je zelo nova stvar, ne, to ljudje se ne zavedajo, da tukaj mi trčimo kdaj v neke take bizarne probleme. Pa bom zdaj samo 2 naštel. Mi smo zdaj parkrat dobili strajka, ne, oziroma so nam pač zablokirali, da je profanity v chatu. Ne. Aha. In zdaj jaz gledam... Pizdo, stari, to je težko, daj pomagaj mi. Ne, čakaj. Ne, jaz gledam profanity in jaz se pa sprašujem, pa kaj folk piše, stari, se to je matematika. Ne. No in ti bom zdaj povedal, kaj smo mi dobili v odgovor. Ja, folk napiše x na 3 in to v ozadju on razume xxx. In misli, da je to, in misli, da tukaj je content, ker on ne razume contenta, ne? On ne ve, kaj je, to je pač stroj, ki pač tam neki analizira, ne? In on zdaj vidi xxx in to je pač izgleda v njihovih filtrih označeno kot neki glede porničev, ne? In lepo... I guess, da ja, ne, xxx. No, lej, to je recimo en tak bizaren Zanimivo. primer. Drugi bizaren primer, ne, folk napiše, daj mi končno rešitev. In on to prevede v final solution, ne, ki je pa nacistična oznaka, ne. In mi spet pač dobimo, dobimo tam flag. Ampak pa lahko to se, ki je supportom verjetno. Ja, in pa se ti s takimi stvarmi ukvarjaš. V bistvu ti preprodajaš nacistične porniče. Ej, lej. Za 20 € na mesec. Ti zrišel v grafu. Ja. To so stvari, ja, s katerimi se... Ne, ma sej software Ja, to je, ne moreš vedeti, ki reče vsi, aha, kako je to vse enostavno, ma ni. Za reči, koliko rabiš začetnega kapitala za narediti eno aplikacijo? Ja, odvisen, koliko je kompleksna. Čisto odvisen, koliko je kompleksna, kaj hočeš... Mislim, ti recimo, lahko bi se naredil en AI recimo za dore fore. Misliš, da bi šlo? Da sigurno bi ti prišlo prav. Pa se bi kar investiral na tvojem mestu. Prej greš na kakšne oddaje še. Jaz imam vprašanje bolj za vas dva, oba dva, no.
se pojavlja zdaj vprašanje na internetu, kolikokrat na teden se tuširati. To sem videl, da je neka polemika zdaj. Eno je tuširanje, eno umivanje las. Ok, dajmo najprej tuširanje. Vsak dan. Jaz se zagovarjam vsak dan. Ajde, Če cel dan ležiš, ti poveš dež, sneg neki in ne delaš nič, ajde, takrat gre skozi, da ajde, ne rabiš. Si tak glivast, tak si zalepljen, moraš se stuširati. Mislim, lepo se osvežiti, ampak ajde, takrat prođe. Ja, Mislim, sigurno ne boš umrl, ne, če se ne tuširaš. Ja, ampak oni zraven tebe bo. Ne vem, stari, po moje se ljudje niso tuširali celo zgodovino, ne? Ja. V srednjem veku tam je šlo nekaj narobe, predtem so vse. Mislim, včasih so si dajali samo več make-upa gor. Ma ne, če pogledaš celo zgodovino človeštva, ne, od takrat, ker recimo, da nimaš več full dlake, da nisi Uga-buga, ja. ne, recimo kaj, rečemo 100,000 let, večino tega časa se folk ni redno tuširal, ker pač ni imel vse mogli možnosti, iskati hrano. ne. Tako, pač skočil si verjetno v neko vodo, ki si jo najdu, ne. Medtem, ko si lovil ribe. Recimo. Tako da to je pač nek naš konstrukt, ne, kulturni, da pač zakriješ v bistvu svoj von, ne, da se stuširaš. Ok, kaj pa lase? Jaz si jih vsak dan, ni jih najboljše, ampak ne vem, zaradi treninga. Ja, a si jih umivaš z milom? Ja. Prav šamponom? Ja. Ja, to Ni lih bi najboljše. jaz rekel, da ne, da ni najboljše. Ni jih Ja, najboljše. vidiš, jaz tudi, ampak naprimer, če kaj športaš, si cel moker. In valjda si takrat. In če športaš vsak dan, si tudi pač lase. Jaz sem probal, Se pravi, da si ne umivaš. da si ne umivam las in prvo me je ful srbelo, so mi srbele lasi. Aha. Pol je bilo ok, pol sem dobil prhljaj. Ker si nisi Ja, umival. in pol sem si našel en šampon, ki je res dober zame in nima nobenega pač problema. Kakšen žampon imaš? Niso to neki vrhunski frizerski šamponi, ne? Vse, kar je pač v malo prodaje, ni ponavadi lih top of the notch. Ja. Koliko pa zmečeš ti za te svoje conditionerje? Ja, A nič, ne, v ne. bistvu on največ pravi za depilacijo, veš. Ne, jaz jih nimam. A, Tako nimaš. parkrat sem, ampak vem, da za čuvat lase imaš to. Jaz imam pač en malo boljši šampon, ki vse to jaz izrihtam gor. Lej, čuvat lase, najte ene produkte in čuvat lase. Ampak jaz bom rekel, da ja. Tudi če imaš daljše lase, ja. Okay. Jaz sem slišal zdaj teorijo, da ni dobro, če se preveč vroče tuširaš. Ker izsušiš, pa od ta olja kožna odplakneš. Ma to pravijo oni, ki nimajo za gretje vode. Lepo prosim. Mislim, vse v preveliki meri ti škoduje. Ja. Ne vem, tako da na koncu itek zaradi nečesa A se ipak tuširaš moraš smrzlo? umreti. Ne. Ne. Obor, ne. Ne. Prav sem enkrat, dvakrat, Dej, ni aj šans. s, Ma ni šans, kopeli, dej a? nehaj. In smo imeli, Smo te pa najdel. ko se Šibkost. reče landlord. Najemodajalec. Smeli najemodajalko v Gorici in smeli skupni bojler v hiši. Aha, in ona porablja vse? In 2 dni je ona skurila bojler, ali ga ni uspela užgati in ledena voda, stari. Fucking ledeno je bilo. Tako da nikoli več v lifeu. Prav, nikoli več. Poletje je lepo, da se malo ohladiš. Ko me užge sonce, je lepo, da ampak ja, nikoli več. Zanimivo. Ti Jaz se? Ti se? vsak dan, zjutraj, zmrzlo. Ja, pa tipo za se umiti ali za se zbuditi? Kaj imaš konceptualno tle, mislim, jaz sem koncept zadaj za teme, da v bistvu kaj, da se telo navadi na bolečino in da v bistvu Ne, v pol... bistvu, da v bistvu spodbudiš ta stresni kortizol in potem ti on počasi pada čez dan. In opazam res spremembo in je Ja, med pravi, dobra. za se umiti ali za se zbuditi? Pa se oboje, mislim, ne, jaz se takrat ne šamponiram. Prav, No, samo to je mrzla razlika, voda, ja. To je samo mrzla voda. Okay. Ampak itak, če se ti z vodo tuširaš, se že malo tudi umiješ. V bistvu z brisača se po moje pol še malo pa brišeš. sem, tako. Mislim, jaz sem bolj tako, ajde, naprimer zvečer, to potuš, milo in to, zjutraj, ajde, vidim, da samo skočim, se malo ufriškaš, da se zbudiš, to ja, ampak da se pa umijaš zmrzlo, to je cel proces in to traje in to zebe. To ne. A no, to. To ne. Ha. Zjutraj ja, je bolj v bistvu, da je to tudi neka rutina jutranja, ne, da pač... Da si fresh. Ja, tako. Dobro, lej, za na konec imaš ti kakšno vprašanje za nas, že ki si tle?
Ja, po kakšnem ključu je to najboljši podcast? Naredili smo anketo po celi Sloveniji, smo poslali našega tima. Ja, le tega. Smo ga On je šel poslali od vrat do vrat. od vrat do vrat po celi Sloveniji. V celi Sloveniji? Ja, to je najboljši podcast. Koliko je bila, koliko ste? Vsi, Kaj si, 2 milijona? vsi. Ne, to Vsi. zdaj Ne, koliko je bilo? 1 400 ljudi, no, kaj je šel? Ja, odvisno koliko je vrat, šel je do vseh vrat. 1 400. 1 400. 1 400 in je rekel, dober dan. Tle imamo anketo za najboljši Kateri je podcast. najboljši podcast v Sloveniji, člani ali člani? In se označi To člani. znači člani. Aha. Tako da, ja, nas je tudi presenetilo, no, si nismo mislili, ampak Ja. Se v bistvu odvisno, kako Zanimivo. postaviš vprašanje, pa dobiš odgovor, ki ga hočeš. Pa bi mogel vsako bebo znati usvojiti. Ja, A? jo znam, ampak včasih tudi nočem. Da Da pustiš še za druge, kaj ne? Ok, zarime, kaj boste sirotinja drugače delali? Ja. Hvala, Jure. Jaz imam Hvala, Jure. punca. Ne, hvala, Jure. Ja, ne, veš kaj, mi Čak, smo... ti imaš punco? Ja. Res? Imate nekaj skupnega. Dejansko mi smo bliže v medijih izpostavljeni kot najboljši podcast v Sloveniji, tako da je uradno črno na belem, ne? Ja, nič. Bil vaš dialog, ki je izpostavljen kot najboljši podcast. Ideja tudi, ne vem jaz, ti povem, mi ni bila. Shoutout Klemen, te imamo radi. Sej, ste ga imeli tukaj, ne? Smo ga imeli, ja? Ja, Matej, ima z njim tak poseben relationship, se mi zdi. Ne, smo člani. Zdaj sem ga videl na primeru Tvemičev. Smo klepetali. Tvemič, ja, tiska bilo uživo. Ma ne veš kaj tako. Lepo mi ga je heca, zato ker vsi vemo, koliko ura, ne. Tako da pač, lahko smo mi tle glasni, ampak se ve, koliko Ne, ura. mi, ti. Ti si glasen. Jezi, kaj je bilo? Jaz sem ga predstavil kot kolega od Škrabe. Ono je bilo dobro, ono je To je bilo bilo dobro. top. Mislim, da sem ti za to prav dal donacijo. Pred vsakim podcastom damo na Instagram vprašanje, da nas kaj vprašaste in danes ste nas vprašali. Robert.Kladnik, samo. Andrej, hvala. Nik Kranjec, kaj je sprememba, ki jo želiš videti v svetu? A to je, čekaj, to neki je vegan, ne? Ja. Nik, ja, on je vegan. Vegan. Ja. On je vegan, tako da moraš to upoštevati, kot govoriš. Joj, kaj je sprememba, ki jo želim videti v svetu? Smiš, da on hoče, da slišiš, Več. da reče več veganstva. Ne, to ne bom rekel. Manj ljudi z psihičnimi težavami. Se mi zdi, da to je neka nova epidemija. Vidim, koliko to obremenjuje folk. Okay. To je ena stvar. Jure? Sprememba, kaj je vprašanje? Ja, kaj je sprememba, ki jo želiš videti v svetu? Joj. Ok, kar jaz opažam, da imajo ljudje, da premalo posvečajo časa, da življenje ni samo denar in denar in ne vem, Delo, ja. Delo? delo, ampak je tudi je več, sreče je več iz večjih kosov. In mislim, da ena ful stvar, ki je pomembna, je odnosi in da bi ljudje več posvečali odnosom svojega časa, kar je ful pomembno. Ja. Ok. Ti? Da se zbriše v video posnetek iz obstoja. Jaz sem imel na Sloveniji ima talent, popušil. Ti si bil na talentih? Ja. Kdaj, zdaj? Ja. Kaj pa si delal? Nema veze. Bruke. Popušil. Tako da ja, jaz bom rekel to, evo. Masaja, kakšen je bil Andrej v srednji šoli in kateri predmet mu je povzročil največje težave? Kakšen sem bil? Nisem maral šole. Sem takrat mislil, da bom Kje si bil? nogometaš. Gimnazija Šiška. No. V Ljubljani. Si treniral Nikoli si šel na ekonomsko, what? In si treniral nogomet? Ja. Tako da šola mi je bila lih zadnja briga. Vse pol, 3., 4. letnik sem se mal Opustil. Tako. Kjer predmet mi je povzročil težave? Tudi matematika. Zaradi tega, ker za matematiko moraš sedeti pa delati, ne? Jaz pa to nisem. Ja, meni je huda matematika, ki je logična. Enkrat, ko poštekaš, Ja, štekaš. sej, top. Ala, šu. Ko poštekaš. In slovenščina in ta neka jajca, to se moraš piflati in to moraš vedeti neki brez veze. Ampak matematiko štekaš, fiziko štekaš. Ok.
Okay. Pretekaš vse. Okay. Torej, matematika ti je delala težavice. Ja, pa kakšne stvari, ki si samo nemščina. To nisem maru sploh. Guten Tag. Ja. Dobro. Jan.Erman7. Andrej, kakšna je tvoja jutranja rutina? No, to sem že nekaj omenil. Mrzo tuš, pa malo te vaje za mobilnost. Tipo joga za moške. Joga za moške, lahko bi temu tako rekel. Ja. Malo one metulčke. Ja, dejansko jaz to delam ful, ker sem bil ful za... Ne veš kaj, če sediš veliko, če imaš delo, ki sediš, to moraš delati, če ne, boš imel pač težave down the road, ne? In oni, veš, oni... Se pravi, sklepi tukaj, medenica, kolena, vse je dobro, hrbet. Dobro se je gibati. Ja. Bedrak.a, zakaj nikoli ne omenjata vajinega dela na Radio Hit? Na Radio Hit imamo svojo oddajo, le kaj ti tega treba, od ponedeljka do petka ob 7:30, 2:30 in 6:30. A res, to jaz nisem. Si čekni. No. Ja. In kaj so tematike? Tipo komentiramo neke Bizarne rekorde, štorije. bizarne zgodbe. In, Okay. in 2 znanstvene oddaje imamo na teden, ki pa vodijo ni naš tretji. Tako da. Kratko, zabavno, no. Čekni Vi kdaj. ste produktivni fantje. Ja, treba biti, ne. Oskar.Berlot. Izračunaj verjetnost med populacijo Slovenije, da ste lih njega izbrali za člani gosta. 1 na 2 milijona. Ena proti to, kot je prebivalcev. Ni za kaj. Timo 90924, Andrejeva najljubša formula za reševanje izrazov z neznankami. Naprimer kvadrat, vsote in tako dalje. Nijam najljubših formul. Nimaš? In krečeš. Meni je drugače, tako, geometrija mi je najljubša, recimo, pa Kaj ti všeč, statistika. 2 kroga? Okay, 2 kroga so ti všeč? Tipo kocke, a? Ko iš kocko, rečeš, 2 kroga. Pa učrtana kroga v krogi. Cilindri. Statistika. Statistika. Dobro. In še zadnji je poslal Tim Pločnik, kako se reči v oklepaju x minus 1 oklepaj krat x krat oklepaj x minus 1 oklepaj enako 24. Za to rešitev uporabi AI Astra, lahko kar mu to lepo napišeš notri in boš dobil odgovor. Samo za 20 evrov na mesec. Tako je. To je to, Andrej, hvala, ki si bil z nami. Hvala za povabilo. Nič, kaj vam še kaj povedali? Bi rad če kaj dodal? To je to. Kje te najdejo? Astar.si. Se ti zahvalimo v imenu vseh, ki si nas rešil matematike. Ni za kaj. Kaj je kakšna slovenska nagrada, tipo, da ti lahko damo? Tako neka Prešernova, ampak za rešitelja slovenske mladine. Si bil povabljen k predsedniku, zdaj predsednici. To bi lahko ti dali kakšno medaljo. Kakšno zlato jabolko navdiha in to. Mogoče za 20. obletnico. A to bi lahko. To bi lahko. Ja. Moramo našega Boruta spraviti sem na podcast, pa bomo ok omenili, da naj to ok izrekta on. Super. Ja nič, Jure, kje se šišamo mi? Nič. Če rabite dobro frizuro, jaz grem danes k barberjanu se ustrišt, tako da v Kopru ga najdete. Mi pa gremo zdaj po temu snemanju, gremo še na burger v El Toro Steakhouse. Tako da... Na enčlani burger imamo tudi najjače majice, dober dan. Dober dan, brand.si. Tako, tudi če ni vse perfektno, lahko še vedno dober dan. Narobe obrnjen, ker ni perfektno. Zato, ker tudi če ni vse perfektno, lahko še vedno dober dan. Ja, tudi če ni vse perfektno, lahko še vedno dober dan. Tako je, tudi če znaš matematike, lahko še vedno dober dan. Ja. Zato, ker imaš Andreja. Astra AI. Tako. Astra AI. Astra C. Če si S, pedi na astra.si. Hvala, ki si z nami, to. Ja. Hvala, čau. Like, share, subscribe. Čau.